Za voznika je pomembno, da si za varno vožnjo pravilno uredi sedežni položaj, saj le tako lahko pregledno spremlja promet v vse smeri in se pravočasno odziva v kritičnih situacijah. Seveda, v osnovi, ko se voznik usede na sedež, je ta položaj nekje tisti, ki vozniku omogoča dobro sedenje, sproščeno sedenje in seveda hkrati tudi držo volana, seveda neka sproščenost, pripravljenost za vožnjo. Vendar, tale trenutna nastavitev, kakor je zdaj, ni preverjena in to bom pokazal zdaj, kaj pomeni, ko mora voznik opraviti neki reševalni manever, naprimer zaviranja v sili. Že sama drža 15 do 3 je tista, ki je zelo pomembna. O tej drži bomo več na koncu povedali. No in neka nevarna situacija, potreba po zaviranju, sproži voznik reakcijo in sicer zaviranje. In to izgleda takole. V tem položaju zaviranja v sili je zdaj voznik praktično nemogočen, da bi še karkoli kaj več naredil, ker je enostavno ni bil dober useden. Problem je nastal pri tem, ko je prišlo do pritiskanja zavore. Vemo, da je uporaba zavore v sili taka, da je potrebno čim hitreje in čim močneje pritisniti zavoro. Pri tem je prišlo do tega, da so se noge upirale v sam začetek sedeža in to je povzročilo, da me je porinilo iz sedeža ven. In tako sem izgubil tisto dobro pozicijo sedenja in seveda zmožnost obvladovanja avtomobila. No in nastavitev sedeža je zdaj potrebno tako opraviti, se pravi, rahlo gremo z sedaljnim delom naprej, tudi naslonski del sedeža je treba dvigati, popraviti in na ta način, da nam ta naslon sedeža daje dobro oporo in hkrati stabilnost v sedenju. Preverjamo zdaj oddaljenost od zavornih in pedala sklopke. Ko pritisnem zavoro, na začetku sedeža, na tem delu, mora biti toliko prostora med sedežem in nogami, da grejo takole roke spodaj. No in to je tista zdaj pravilna oddaljenost od pedalov, s katerimi upravljamo tako zavoro, sklopko in seveda tudi pedal plina. En del, ki je zelo pomemben pri tem, je nastavitev sedeža po višini. Sedež dvignemo ali ga spustimo na tak način, da dosežemo, da je med glavo in stropom prostora za stisnjeno pest. No, in to je že ta pozicija, ravno toliko prostora še ostane. In tudi naslon za glavo dvignemo tako visoko, da je vrh naslona vrh glave. Ta način nastavitve tudi tega naslona za glavo omogoča potem res učinkovito delo samega naslona, da prepreči gib oziroma nihaj glave preko samega naslona in s tem opraviti to svojo nalogo varovanja.